Welcome to the 5th episode of Farm Tour. Today, we're visiting Prandretso, a place shaped by hard work, tradition, and a deep connection to the land. Behind this farm is a personal story about choices, challenges, and passion. Let's step inside and hear it from the person who lives it every day. Danes smo na kmetiji Prandretso Meet our hero, Tilen Soklič. na Gorenjskem, v Blejskem kotu. Tukaj za mano vidite nasad ribeza, tudi naša kmetija je najbolj prepoznavna po ribezu in ribezovih izdelkih in tudi po špargeljnih, s katerimi smo tudi najprej začeli. Tilen has an interesting story about how he came to farming. Začelo se je pred približno 15 leti, ko jaz sem hodil v srednjo vrtnarsko šolo in porajal se mi je, da bi vzel najemeno njivo, ker seveda pri nas doma ni nobene zemlje, ker imamo okoli hiše in to je to. Nimamo pa zemlje za kmetijstvo. Zato sem takrat tudi v šoli debata, kaj bi se splačalo posaditi, in sošolc rekel, da se splačajo šparglji. Pa sem rekel, to pa bom, pa mi on reče, da to pri meni raslo v mojih rotah. No in jaz sem rekel, da bomo probali in so rateli. In tudi jih imamo recimo šparglje imamo že 15 let. S časoma smo povečevali kmetijo z različno drugo zelenjavo, a potem smo približno 9 let nazaj smo pa posadili črni ribez in rdeči ribez, ker vemo, da je v gorjah včasih bil in da je dobro rastišče za njega. Sadili smo ga pa bolj ne kot direktno prehrano, ampak kot da ga predelamo v marmelade, vino in v druge izdelke. Tukaj smo v enem od dveh nasadov, ki jih imamo. Skupno imamo približno 700 grmov, tukaj je približno 450 grmov črnega ribeza. Ribez smo začeli gojiti, zato ker sem jaz prebral v eni knjigi, da se tudi iz njega da delati vino. Ker na tem našem področju Gorenjske ni vinogradniško obarvano. Vedel sem pa, da je včasih iz 50 let nazaj, da so tukaj že gojili ribez in da so tla in podnebje ta pravo. Poleg ribeza smo še tudi prej imeli različno zelenjavo. Kot prvo zelenjavo ali pa smo pa imeli šparglje in jih imamo še danes. Naša kmetija je velika približno 3 hektare. Vsa zemlja je v najemu, ampak se tudi da, tudi če ni lastniško, se da delati z njo. Ribez, zdaj ga trenutno ne morete videti, ker je to zori, ali pa je zrel junija, julija, ampak tukaj je zelo pestro, kadar se ga obira, ker tukaj pridejo ženske, ker ženske so bolj naročne v rokah kakor moški in ga tudi ženske obirajo in se tukaj veliko zgodbic pove, kako je bilo včasih, pa je eno tako fletno druženje in je prav fajn za poslušati. Just by listening to our hero talk about his work, you can already tell what makes his farm different from the others. But let's ask him how he sees it. Naša kmetija je že zaradi tega, ker je iz nič postala, ker ponavadi so zdaj več ali manj tradicionalne kmetije, naša je pa iz čiste nule. Smo tako majhni in smo tudi kar dosti fleksibilni, da se lahko prilagajamo trgu. Čeprav smo res bolj osredotočeni na ribe, šparglje, ampak smo pa bolj kreativni pri naših izdelkih. Let's take a closer look at the products from this farm. Ja, zdaj se pa nahajamo v naši skromni trgovinci. Ta trgovinca je bolj namenjena za skupine, ki tudi pridejo, recimo lahko k nam in povemo našo zgodbo naše mlade kmetije,
In tukaj se tudi potem se malo podružimo in se tudi lahko tukaj kaj kupi. Tukaj se pa naši izdelki predelujejo, ne? Da mi iz našega pridelka predelamo v naše marmelade, vina, šampanjec oziroma penino, sokove, sirupe in to. To so pa tukaj. In tudi tukaj pucamo šparglje, kadar je sezona, jih tukaj tudi pakiramo in potem grejo v prodajo. Kot prvo mi je najbolj pomembno to, da to delam z veseljem, da mi ni to napor. Delamo pa ja, da je kakovost na prvem mestu, ker tudi to mi jemo. Meni je to, da res, da nekaj poješ, nekaj zdravega, pa veš, kaj ješ. No. And now, one of the most important pieces of information, where you can buy products from this farm. Naše izdelke lahko dobite v naši trgovinici, jo tudi posebej odpremo, če kdo pride lih na obisk, ali pa to kot vodene skupine pridejo. Potem imamo pa tudi na Bledu, je trgovinica na kilo, tam so naši izdelki v Kranju, v Korotanu, se pa tudi udeležujemo kar nekaj tržnic po Sloveniji in nas tam najdete. I became curious about which product is the most popular among customers. Največ se prodaja ribezovega sirupa v določenem obdobju. Včasih gre več vina, včasih pa več marmelad. Ni enega, približno so vsi razporejeni enako. Samo odvisen od dneva, voljo ljudi. After getting to know the farm, I also asked our main character about their plans for the future in farming. Naši načrti za prihodnost je, da bi bolj šli v izletniško kmetijo, da bi ljudje k nam prišli, slišali našo zgodbo in da jim mi tudi ponudimo eno kulinariko tukaj našega konca preko to. Po velikosti mislim, da smo kar dosti veliki, da to, kar zmoremo, naredimo na tej površini. Maybe someone is just thinking about starting their own farming business. Especially for you, I asked Tilen to share some advice. Ja, jaz mu samo svetujem, samo pogum v roke, pa naj proba, pa naj se nič ne ozira nazaj, a se to splača, a se ne splača. Samo naj gre in to pot ga vodila sama in bo šel. And finally, the classic question. Can our hero imagine his life without the farm? Ne, se ga ne predstavljam, ker mi je res to je moj življenjski, kakor je žena, moj življenjski sopotnik, in po tej drugi strani življenjski sopotnik moja kmetija, ki je res trud mojega, ampak oziroma družinskega dela, ker tukaj smo vpeti vsi družinski člani. And that's the end of another inspiring farming story from Slovenia. But Farm Tour will continue traveling across the country, discovering and sharing the stories of people from different corners of Slovenia about farming, local products, hard work, and family values. There are many more authentic stories ahead, and we can't wait to tell them. See you in the next episode of Farm Tour.